Je ta trgovina danes v Ljubljani in v časih, ki niso prijetni in za nekatere vse težji, še kako potrebna. Prepričan sem, da bodo police z jutrišnjim dnem in v naslednjih dneh še mnogo bolj založene, kot so sedaj, in ravno s tem bo dosegla svoj namen. Prepričan sem tudi, da to ni prva trgovina niti v Ljubljani, niti v Sloveniji in da bojo s tem plemenitim namenom izsledile tudi druge. Želim vam uspešno delo, zlasti pa, da tisti, ki so pomoči najbolj potrebni, da bodo tudi tukaj našli svoje zatočišče. Hvala lepa. Jaz pa sem kot podpredsednica liberalne akademije, liberalne LDS-a, sodelovala pri tem projektu zato, ker sem pa zadolžena pri stranki za stike s civilno družbo, za socialo, za udejanjanje tistih projektov, s katerimi smo rekli, da bomo pomagali ljudem. In zato pravzaprav o tem tale trenutek kar veliko vem, pa bi vam rada nekaj povedala. Začela se je tako, da sta prišla gospod Alan Jurakovič in predsednik foruma romskih svetnikov, tukaj stoji med nami Darko Rudaš, do mene, če bi jih lahko popeljala k velikim dobaviteljem, da bi uresničili evropski projekt SOS trgovine, če bi jih lahko popeljala na tisto mesto, kjer bi lahko v šolstvu uresničili projekt romskega asistenta, in če bi jih lahko popeljala do ljudi, ki bi jim pomagali ustanoviti gospodarske organizacije, ki bi ponudile veliko število zaposlitev. Na enem od teh projektov smo danes. Jaz moram reči, da so pokazali direktorji naših velikih podjetij razumevanje za ta projekt. Nastal je namreč zaradi tega, ker imamo tudi v naši državi vse več ljudi, ki si po redni ceni težko ali pa sploh ne morejo kupiti osnovnih življenjskih potrebščin in poznajo ga tudi v bolj demokratičnih deželah z daljšo tradicijo, na primer Avstrija. Kako poteka tak projekt? Grosisti ali pa male trgovine, omejitve tu ni, odstopijo del svojega blaga trgovini SOS po nižji ceni ali celo zastonj, ali je to morda blago, kjer je poškodovana embalaža in bi sicer ne šlo v promet, ali je to blago, ki ima določeno napako, pa bi šlo tako ali tako po nižji ceni, ali je to tisti kruh, ki ga vrnemo in gre potem samo še za drobtine, pa bi ga marsikdo rad še jedel, ali gre tu za stvari, ki je rok blizu poteka in so še uporabne, bi jih radi dobili tisti, ki jih rabijo, pa ne morejo do njih. Skratka, te vrste trgovina je to in tu se bodo lahko zglasili tisti, ki bodo od Centra za socialno delo dobili potrdilo o višini svojega dohodka, ali individualnega ali pa družinskega. Skratka, dostop do teh trgovin je omejen zato, da bodo do teh dobrin prišli res tisti, ki jih potrebujejo. In omejen je v bistvu tudi nakup blaga v smislu količine, zato da bi se izognili vsakršnim mahinacijam, da bi na primer nekdo dobil možnost, da bi tu poceni blago kupil in ga potem preprodal. Zaradi omejitve količine in vrste to ne bo mogoče, tako da moram reči, da so se organizatorji v tem pogledu s Centri za socialno delo zelo lepo pogovorili. Tu je poskrbljeno za nek red, ki ne bo omogočal zlorab. Na drugi strani moram izraziti svoje veliko zadovoljstvo, da so župani naših mestnih občin, kjer so se s to idejo pojavili naši pobudniki, pokazali veliko razumevanja. Recimo, naš župan mesta Ljubljane Janković je takoj bil za to, da Ljubljana potegne in je tudi, če se ne motim, tale prostor odstopil za SOS trgovino, ki je v občinski lasti. Tako se je pravzaprav lahko sploh začelo in pričakujemo, da bodo trgovine odprte ob pomoči seveda županov, ob pomoči dobaviteljev, ob pomoči tistih, ki robo imajo in nanjo pobudniki računajo, še v Mariboru, v Trebnjem,
v Novem mestu, na Koroškem in še marsikje drugje. Seveda pa je pogoj za to, da projekt uspe in da ne bomo rekli, da smo se zmotili, da Slovenci tega ne zmoremo. Nekateri zmorejo, to so že pokazali. Pokazali se je tudi, da so takšne trgovine v teh časih, ko je finančna in gospodarska kriza zajela ves svet, potrebne, in tako lahko samo upamo, da smo tudi mi zagrabili na pravem koncu in veselje mi je, da imajo naši pobudniki voljo nadaljevati. Zdaj, ko vidim prisotnost medijev, pravzaprav bi rad postavil jaz vprašanje, ali bi sploh vedeli, kdo je župan občine Kuzmo, če ne bi bil danes v Ljubljani. Verjetno zelo malo, ne? Zato si je potrebno, da si mali ljudje izmislimo pač nekaj tako pametnega ali pa tako norega, da je za medije zanimivo. Jaz si srčno upam, da smo si izmislili mi za to skupino idejno nekaj pametnega. Tako da si želim v bistvu to, da iz te SOS trgovine bi nastala medsebojna vzajemnost v celotnem slovenskem prostoru in da bi pravzaprav začeli podpirati socialno neenakost, odpravljanje socialne neenakosti in da bi pravzaprav mediji tudi z nami skupaj poskrbeli za to vrstno idejo našo, stali za nami, tako da iz SOS trgovine ne bi na koncu nastal v slovenskem prostoru cel sos, ampak da bi pravzaprav znali prisluhniti sočloveku, ki v tej gospodarski krizi pomoč tudi potrebuje. Mogoče tudi nekoliko simbolike o tem. Jaz prihajam iz občine Kuzma, ki je na samem repu gospodarskega razvoja v Republiki Sloveniji. Prihajam pa v glavno mesto Republike Slovenije v Ljubljano z idejo, ki je nastala med ljudmi, ki to stisko vsakodnevno tudi čutijo. In nekako bi tudi položil na srce gospodu podžupanu, da nekoliko naše srčnosti prinašamo tudi v ta prostor, da jo porazdelimo skupaj, kajti ko mi pridemo v Ljubljano, ponavadi nas vsaka pot v Ljubljano nekaj stane, tudi če hočemo sparkirati v Ljubljani. Če pridete k nam v Kuzmo, verjemite mi, se še pojavi, da ni potrebno v Kuzmi zapraviti nekaj denarja, ampak da boste dobili tudi še nekaj za domov. Torej, takšna sporočilnost te SOS zadruge je bistvo. Odpravljamo neenakost in podpiramo medsebojno vzajemnost, kajti začutiti je in s tem tudi na simbolni ravni opozarjamo celotno javnost, da je potrebno, kar se tiče tega, skrbeti za to, da se bo denar, ki je v javnem obtoku in ki ga pravzaprav iz skupnih sredstev trošimo vsi, izkorišča čim bolj transparentno, čim bolj racionalno in da pravzaprav ljudje vemo in znamo za ta denar, ki ga dobimo v obliki pomoči ali česarkoli drugega, tudi pametno izkoristiti. In na drugi strani, da skozi delo v zadrugi po svojih najboljših močeh tudi vsak član zadruge prispeva k njenemu napredku in razvoju. Hvala lepa, da ste me poslušali.